Fantasy. Radio Fantasy. 6 minut čez pol je ura in priletel je v studio. Ne, smo te napovedali. Cokanje prže, jaz bom kar pospravila svoj cokan pok, pa grem kar domov. Ne. Ja. Nino, dobro jutro. Dobro jutro. Ja, jaz sem mislil, da bo glih je rekla, da bo še dve prijateljice pripeljala, da bojo vsi zraven, ne pa ona gre. Ne. Ja, dejno, gladiatorčka imamo jutr, ne, ta malega. Res je. To pomeni za nas male ljudi, z malimi nogicami. Za tebe smo prijavo na otroškem naredili, za Jankota pa na odraslem gladiatorju. Ja. Ekipe je treba sestaviti, ne? Ja, za otroke ne, otroci lahko tekmujejo posamezno, tako da ona se bo v bistvu sama podala na ekipo, ti boš pa vse svoje prijatelje pa prijateljice in boste zbobnali. Isto velja za pol vse ostale, ki se prijavijo, kar se tiče ta velikega gladiatorja, ekipe. Ja. V bistvu prijave so možne na dan dogodkov, v soboto na Savinjskem nabrežju od 9. ure dalje, štart bo od 11. ure dalje, v nedeljo pa prav tako na Savinjskem nabrežju, štart od 11. ure dalje, je pa nedeljski dogodek seveda za ekipe od 2, 3, vse do 10 udeležencev. Ej, Šuš, zdaj, koliko se zanimivo sliši, to je mesec športa v Celju, mesec maj, v bistvu smo že v maju, jutri je mali gladiator, pojutrišnjem pa ta velik, ne? Midva pa tako pripravljena, kot vedno. Pa še jaz sem malo nahodna. To pomeni, da sta idealna, ker so ta potem utrdila, lepo v mrzli Savini se bo ta utrdila, malo čez ogenj skočila, da se pogrejeta nazaj, gume nosla, plazla pod bodečo žico. Tudi otroke mečemo v ogenj, otroke mečemo v Savinjo. Ne, to je hec. Otroci bojo gledali v nedeljo. Ne? V soboto imamo pa take unikatne ovire, primerne za njih, primerne za vse starostne skupine, tako da v bistvu zdaj v praksi so nastopali otroci stari od nekje 4 pa do 14 let. So se pa tisti najstarejši potem tako navdušili, da so še seveda starše nahecali in so še v nedeljo šli na odraslega gladiatorja. Tudi to se dogaja. No. Lej, se pravi sobota, najprej mi ta mali, v nedeljo pa vita veliki. A še gre v prijave? Ja. Prijave v bistvu so bile zdaj na spletni strani, zdaj se bojo pa tisti, ki še imajo voljo in željo, imeli možnost prijaviti na dan dogodka na prizorišču in tam v bistvu pripeljati ekipo ali pa starši pripeljati otroke in si v bistvu vse ovire ogledati. Mi z otroci najprej naredimo ogled ovir, da se seznanijo, da probajo starši zraven, damo navodila, da to cela promenada gre čez vse ovire, da vejo, kaj jih čaka. Potem pa v bistvu začnemo z najmlajšimi, naredijo en krog po eni skrajšani trasi, starejši naredijo v bistvu en krog po daljši trasi, oni še starejši 2 kroga po daljši trasi, pol naredimo pa še finalni krog, la grejo pa vsi na traso in tam se v bistvu pa še pokažejo do konca, koliko je še komu energije pa moči ostale. Daj ti meni rajš povej, koliko cajta si se ti zdaj namako? 5 minut. Tradicionalnih gladiatorskih jutranjih 5 minut. Pogovarjamo se o namakanju tisti tvoji skrini. Skrini Ledeni vsak dan. skrini. Koliko je temperatura? Vsak dan. Ja, če let razbiješ je 0, ne? Pa še kakšno stopinjo manj verjetno. Ker na zadnje, ko smo gledali shodu z nekim kladivom, tam z nekom macolo. Ja, z macolo se let razbije vsake 2-3 dni. Zdaj mi sam nekaj, kaj greš v speedo kopalkah noter ali imaš boksarca? Ne, govsn. Ampak pazi, zdaj, pazi. Šuši vedno, ko pride neki smrka, neki bolana, neki to. Kolikrat sem jaz prišel sem, pa sem na smrko pa bil bolan? To pa ne bi rekel, da se spomnim. Ja, no vidiš, ona ne gre v bano, nima rada športnih aktivnosti, ne sodeluje na naših dogodkih. Jaz vse ovire postavim, grem na dogodke, v ledeno vodo skočim, tada ne, in tu neke povezave jaz nekaj vidim. Ne vem, mogoče poslušalci, ne vem. Ja, imaš mogoče mal prav, veš, sam jaz sem zdaj zbolela, ko so bili prazniki pa počitnice, ker zdaj imam cajt, ne? Je pa res, da ženske imajo vedno izgovor, ne? To pa ni več cajta biti doma pa bolan. Ja, to je pa res. Gladiatorček, torej mali in ta velik, zdaj ta vikend, takoj po telepesmi se dotaknemo pa tudi kolesarskega vzpona na Celjsko kočo. Nino Cokan je z nama, dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Ledeni Nino. Nino. A boš ti to tek za mene navijal jutr? Polne energije, veš, to vam je srad. Kaj boš ti navijal za mene? Ojde, Šuši, idemo, to so zadnji metri, gremo! Pa vidiš mene. V slow motionu.
Blatna, utrujena, umazana, strgana majico. Mi ta mali gladiatorčki. Plazite pod bodečo žico tudi, ja. Tudi. Ja. Bodečo žico, sulice, plezanje čez 17-metrske ovire, skoki v Savinjo, lečenje gum od traktorja, vse to je za otroke tudi, ja. Prilagojeno. Nino, ok, rekli smo zdaj jutri in pojutrišnjem mali, potem velik gladiator, no teden kasneje pa legendarni kolesarski vzpon na Celjsko kočo. Ja, res je. To smo pa pogrešali. Lani smo dogodek obudili, se zelo dobro prijel, tudi letos tekma šteje za slovenski pokal, tako da v bistvu imamo v maju kolesarski dvojček, ne? Najprej je vzpon na Celjsko kočo, potem finalni dogodek maja, 26. maj je pa tukaj spode pred našo stavbo. Finale. Je pa bike festival, 15. bike festival Celje. To zaokrožuješ mesec. Ja, športa, v bistvu ne? oba dva dogodka kolesarska letos generalni pokrovitelj Vidim Očesni center podpira tudi z bogatimi nagradami, tako da v bistvu vse dogodke probamo v vikendih speljati, tako da vse športe vključimo od tekov, kolesarn do podjetij, do otrok, do team building dogodkov, tako da smo pripravili pestro dogajanje. Biznis ran, nekaj sem čula, ne? Pri biznis ranu se baje talajo 500 takle za štafeto, a veš, nimaš predajo štafete, tiste palce, ampak kar 500. A veš, in pa naslednji teče krog in prinese spet 500 nazaj, ali Jurija nazaj. Ja, on prinese Jurija nazaj. Evo, razdelimo. Prvi krog, ne. Prvi krog razdeliš, tečeš, kako sem pazi, smeš tako da vse povrabiš. Moš prinesti nazaj. Če nisi 500 evrov prinesla nazaj, dobiš drugi. Ja, dobiš drugi. Po zadnjem krogu ti pa vse vzamemo nazaj. Biznis run ni sicer to, kar se zdaj pogovarjamo, ne, ampak je motivacija, gre seveda tukaj za podjetja. Ja, res je. 11. Je na sporedu vzpon na Celjsko kočo, en dan prej na Celjski špici, pa tradicionalni biznis run Celje, to je v bistvu štafetni tek za podjetja in društva, organizacije, v bistvu na trasi 10 km, to je krog je dolžine 2 km, na trasi 10 km vsako podjetje zagotovi celka 5 svojih zaposlenih in v bistvu na 2 km se preda štafeta drugemu članu štafete in ta spet odteče ali odhodi 2 km, tako vse do konca. Zadnji krog, finalni krog, pa cela ekipa odteče skupaj, tako da potem tudi po 10 km. To si zdaj na novo zaostril zadeve? Lani smo zadevo upeli, speljali in je bilo prvo nekaj negodovanja, ne, ker vsi bi raje bili na prizorišču, ker v času tekmovanja imamo posebne popestritve, animacijske programe, vsi bi raje bili na prizorišču, ampak smo pa za finale se odločili, da je treba zadnji krog kot ekipa, kot celota skupaj odteči in potem tudi, da pridejo v cilj, da se v bistvu spodbujajo, da res pokažejo tisti timski spirit, duh, pravi team building in pridejo v bistvu v cilj in takrat šele ostavimo pol končni čas tega. Ne. V bistvu niso rezultati tu prvotnega pomena, bolj je ta druženje, promocija zdravja na delovnem mestu, tako da tudi na tem mestu še pozivam podjetja, da v bistvu izpolnijo svojo prijavo, najdejo zaposlene, tudi take, ko se ne ukvarjajo športom in da pridejo. Tudi to velja za vaju, seveda, ne, imata še časa, 10. ni daleč do takrat, jaz mislim, da se bo pozdravila. Gladiatorček. Sej, če boš mahal s tistimi 500 taki, bo to letela, ko gazela. Na denar pa pride. To pa. Klasika. Se mi kar zatakne. Kje se vse da videti pa prijaviti? V bistvu vse prijave so kar na naši spletni strani fatburn.si, tam imamo na spletni strani po segmentih vse te prireditve pripravljene, na desni strani en zavihek prijave, ki se da prijaviti tudi na vse te dogodke, ki bojo ne samo v Celju, zdaj v mesecu maju, ampak tudi po celi Sloveniji. Junija smo že v Mariboru, tudi na Gladiatorju, biznis rano nočnemu teku, konec junija v Kamniku, tako da nekaj dogodkov je in mi razgibavamo celo Slovenijo, ne sam tebe pa Celje.
Nino, lepo te je bilo Tako da, če videti. slučajno gostiti v nima časa studiu. prijeti sem zdaj, lahko gremo pol vse posod drugje. Ja. Tisti je v bistvu sam izhod v sili za ostale, ne za okej. tebe. Oni ostali Lahko lahko sledimo Jokerja Ninu, evo. uporabijo. Sledi Ti Nina. pa nimaš več Jokerjev, ti pa si skurla. Nino, meni je zmanjka podlage. To Hvala pomeni, lepa. da Moraš iti. zaključujemo, da treba še delati. Najlepša vam hvala in še enkrat vabljeni vsi na naše dogodke. Hvala. Mesec, Ciao. čau, adijo. Se vidimo, adijo. Radio Fantasy. Radio Fantasy.